V centru bodo hranili podatkovno bazo za vse v muzej predstavljene kozolce ter literaturo in modele kozolcev. In tudi vsem bodočim graditeljem, ki bi želeli graditi kozolce kakršnega koli tipa, bomo nudili projektno dokumentacijo, ki je usklajena z vsemi proporciji, ki so značilni za to vrstno gradnjo. S tem pa želimo tudi preprečiti, da se v Sloveniji dogaja gradnja tako imenovanih spačkov, se pravi kozolcev, ki nimajo nobene zveze z tistimi proporciji, ki so jih naši predniki dobro poznali. S centrom nameravajo muzej kozolcev nadgraditi z ostalo etnološko dediščino v Merenski dolini. In v sodelovanju potem z občino Šentrupert, z turističnim društvom Šentrupert, etno-državnim društvom Draga in pa z društvom podeželskih žena in deklet Šmarnice smo se odločili, da konkuriramo za sredstva Las Lider in poskušamo nekje v vstopu v muzej na prostem zagotoviti tudi neke prostore, kjer bi se lahko ta center zgodil. Center naj bi v prvi fazi zaživel še letos, v drugi pa v prihodnjih letih. V prvi fazi gre nekje za 150 tisoč evrov, s tem, da bi več kot polovico sredstev morali pridobiti iz naslova Las Lider. Center naj bi deloval v stavbah, ki že stojita, potrebni pa sta temeljite prenove.